Tam nekdo naredil, da se komu pomagam. Seveda pa je se. Da je lik prosto prišel. Dela se še v kava hramo za Dela, če se zadnje vertik. Sam visoki oficirji, imaš kaj, da se res. Dela se še v kamo. Imaš še zastav? No, jaz se razumel, da je, da reče vidim. To je delal vse posnet. Zboj, evo. Vse nož hordal. Vi ste pa lasnik tega. Kako ste se odločili za akcijo, mislim, za vaja? Sej, sklet sem bil tudi botar za ta nov avto. Ja, lej, če bovali, Prevzem pa 60-letnica. Sodelujemo, ja. Svede, zato pa zmer za. Ja, saj nikoli ne veš, ne? Jaz si tudi nikoli ne veš, da je boš rabo, pa tudi ko se je s fantom zastopno. Tudi vaja lepo za ta mesec je ta požarne varnosti. Lepo je to, ja, pa da vidijo, kako so sposobni pa pripravljeni. Ko se odnaša tako lažje. Delovati na takih podjetjih. Ja, ali se tudi ne. Ne, pa sej tudi mi smo, veš, že tako, lak so le poplavi na rovah, sem jaz zmer s strojem zraven bil, ne. V bistvu od samega začetka, že da je 20 leta nekaj na stroji. In smo skozi sodelovali. In to je prav, ne, sej, ljudje morajo s tem biti, s tem živeti, ne. Ne samo takrat, kaj podmo srabata, ne. Ja, pa več objektov probajo različnih, bolj so pol sposobni, bolj že vejo malo misliti na... To je sigurno fajn. Ja, ker niso vsi objekti zdaj ušlihtani kot karte. Vsak objekt je drugače grajen, drugače tloris napa, vse. Pristop drug, vse, to je zmer različno. Ja, pa hidranti, pa to. Hidranti pa vse. Ne, to je kar prav, da je. Ja, 112, pa imam jaz se odgovoril. Lepo. Ja, pa naprej pa stiku so kah redov. No, si že zakado, evo. Tam pa kaj okoli. Že poklical, pozdravljam, kako? Ja. Pi 6 je kar komando, Ja, kar pejmo. Čudno. Malca, Aj, kaj pa ti še sodeluješ kot gasilka? je življenje. Poziv na vajo Raba in izvažamo z GVC 1625 in 7 člani posadke. Preko Ljubljana, Kaj tekmujemo, ne? Ti pa moraš poznati. V času, ko so se vse policaje hlik zdel, da me hodil sem. A mislim, ne?
šla naprej, not pa naprej, tam vas bojo usmerili. Gori pa tamle, ko je traktor pa kamion, streha in so noter so ljudje ujet, no. Napad je. Ja. Lejte, kar tla parkirali pri hidrantu, pa boste pol naredili napajanje od tega hidranta, prke našmo, pa tle pustite trojak za napajanje drugog, če bo potrebno. Sam trojak damo. Trojak pa naprej vlečete, prke, ali pa dung avta sem. Parkirate pa tamle napisati. Kaj napisati parkiri? Pa pomoč pri CPV-ju boste to treba kaj pomagati. Ti si pa pa če njihov avto postavljen tukaj je. Kaj suska bomo naredila? Stiha, sami stiha, brez nikasa.
spodaj. Kaj? Da, foro boš tako tebe. Ja, tvoje. Ne ba na foro. Kako ti to foro? Pa ti gleda.
začel dvigati, se je začel dvigati tudi kolo. Ampak ne, mislim, takoj za tem, no, ne čist pred, ne. Ampak večkrat je bilo dvigati, da bo šel pred. Ena se je, ne. Delaš v provizice, zdaj koliko pa se budno razpomnil. Ne, vse ti sleš krivo, prezor nešto, to je zna nekaj, što je lahko nazad. Streho upravi. Dela da res dobro, ja, pa že vršil je, sej. Vse, ki je dobra, ni problema, to vse teče malo. Ja, ja. Pa ki nosim toku, bo vse zrihta, ne. Da se vidi, s kom se ukvarjamo, ne. Ta je možno. Je to avto, on za sabo. Policaj ustavlja. To ga djel pa če pomozi. Ja, še pa teži kot ti, a ne? A jaz pa golav še linije do kola. Ali bo v redu, policaj? Ne bo ukaj, lokaj še svoj. Ne sem, pa se pa, biti bil sam. Že ste te tudi po nesrečenki bili, ne? Škoda, niso ga več poškodovali. No. Promislil. Še kakšno skupno porobo. Bom probal. Bom probal, ja.
kako je kjer. Mirno! Na desno ravno vse. Mirno! Pozdrav! Tovariš poveljnik Gasilske zveze Domžale. Na vaji PGD Rova v Dolenjah je sodelovalo 65 gasilcev in 5 markirantov s 8 vozili. Prosim za oceno vaje. Na mestu odmor. Spoštovani domači, spoštovani gasilci, lepo pozdravljeni oziroma pozdravljamo vas v imenu Gasilske zveze Domžale. Nadaljujemo z aktivnostmi v okviru oktobra meseca požarne varnosti, druga vaja v sektorju Radomlje. Tako moram reči, no? Pohvale prve vsem trem društvom v sektorju, ker pač drug teden mislim, da nadaljujemo s tretjo vajo, se pravi, mesec je namenjen izobraževanju, res da tudi prikazal širši publiki, ampak pač 3 vaje, se pravi, da društva aktivno delajo, so pripravljena se usposabljati, kar pomeni, da vejo, čemu so namena, se pravi, hitri pa strokovni pomoči v primeru nesreče. Današnji dogodek, požar v gospodarskem objektu, v objektu je ostalo 5 oziroma po prvih informacijah 5, kasneje smo ugotovili 6 ujetih oseb. Kar se tiče samega poteka intervencije, čisto v štartu, se pravi pozivanje preko regijskega centra za obveščanje, vse enote so se javile, da so izvozile na intervencijo, število moštva, vozila, prišla na kraj dogodka. Kar se tiče zaščitne opreme oziroma osebne varovalne opreme, nimam pripomb oziroma Janez mislim, da jih nima. Ne? Zaščitno opremo, vemo, čemu je namenjena in jo tudi uporabljamo na način, kakršnega ne bi uporabljali. Kar se tiče samega taktičnega pristopa, da ne pozabim še prej, za zavarovanje smo dobro poskrbeli, se pravi, redarska služba ali pa varovanje, usmerjene enot na kraj dogodka, zgledno poskrbljeno, upamo in lahko si sam želimo, da je na realnih situacijah lahko tudi, da bo tudi tako. Kar se pa tiče samega taktičnega pristopa, se pravi, glede na to, da smo vedeli, da so pogrešane osebe, prioriteta seveda reševanje, spravili smo se na reševanje, v nadaljevanju izvaja gašenje objekta in seveda tudi reševanje oziroma iskanje pogrešanih oseb, reševanje pogrešanih oseb in pa, se pravi, vaje smo nekako zaključili, da smo osebe zbrali na enem zbornem mestu. Zborno mesto je bilo kar primerno zbrano glede na današnje vreme, tako da tle ni pripomb. Konec koncev vaja je bila uspešno izvedena, vaja je bila, učimo se, noben vadbenc se ni poškodoval, nobene dodatne škode nismo naredili, kar pomeni, da smo vajo uspešno izpeljali. Mogoče tisto, kar smo sam videla, v samem štartu intervencije je treba pač upoštevati oziroma bi mogli iti v obrambo sosednjih objektov. Se pravi, mi smo se spravili, če lahko pokažem, na to stran, koncu na en način je bil ta del objekta za nas mogoče, ne smem tako reči, ampak mogoče izgubljena. Tam gor vemo, da imamo hlev, da imamo seno na hlevu, da imamo v udaljenosti 5 metrov stanovanjsko hišo, pa zraven še eno stanovanjsko hišo, pa če malo nazaj pogledamo še eno stanovanjsko hišo, se pravi, v realni situaciji, če bi se tle noter kaj zgodili, gradbene mehanizacija, dizel, maziva, umetne mase, tle bi bila, temperatura bi bila 100% enormna, kar pomeni, da bi se požar na vsak način hitro širil. In kaj je pač tista naša prioriteta, se pravi, poleg reševanja še v prve enote v obrambo objektov, ker koncev premalo nas je bilo, da bi lahko takoj na začetku naval. Ampak tle se ni videla, tako da je bilo malo težje to izvesti. Še ena stvar, pa dve, ki smo jo še mogoče videla, izvajanje notranjega napada na vsak način. Reševanje, zaščita oseb, hitra cev. V nadaljevanju, ko so bile enote, dosti najbrž bi se v realni situaciji umikali in napadali s nizkim otlakom. Mogoče 2 napada v preiskovanje.
Ampak to je, se pravim, vse spet težko se je predstavljati, če bi gorel, kadar bi nas temperatura, rečem, kad bi jo čutili, bi 100% drugače postopili. Naslednja stvar, ki bi jo bilo pač tudi treba upoštevati, najbrž tisti, ki ste delali prezračevanje objekta, ste opazili, da z 2 prezračevalnika nismo nič naredili. Zakaj? Zato, ker preden postavimo, oziroma preden začnemo izvajati prezračevanje, moramo narediti vzračevanje oziroma odprtino, pod katere bo šel dim ven, tle odprtine nismo imeli in kaj se je noter dogajal dim, oziroma vse dimne mase so enostavno se sam vrtinčili. Kakšen bi bil tle najboljši pristop k prezračevanju? Videli ste, vrata so dvižna, če bi bila še elektrika, če bi še delali, vrata bi mogli dvigniti, pa par prezračevalnikov bi stati, pa bi pol mogoče zakrožili, takrat bi se zadeva veliko hitri prezračila. To je v bistvu tudi, bom rekel, vse tisto, kar je bilo, da ne bom rekel napak, ker spet situacija je, kakršna bila je bila, vaja je bila super izvedena, del ste upravili super, tako štab za izvedbo, tako ostali gasilci, kar bi še na koncu mogoče poudaril, še enkrat več smo dokazali, da ne poznamo meja, meja ne krajevne skupnosti, ne občinskih meja. Naša naloga je, parkrat sem povedal, hitro in učinkovito pomagati, rešiti in to smo danes naredili. Sodelovali sta 2 občine, se pravi, vsa bližnja društva, ki so blizu objekta, so bila pozvana na intervencijo. Pohvale, poveljnik, za tak, bom rekel, pameten razmišljanje in prav razmišljanje. Upam, da smo dober zgled tudi ostalim. Janez, sem kaj pozabil. Hvala lepa, da ste poslušali na pomoč. Tudi jaz bi se rad zahvalil v imenu predsedstva prostovoljnega gasilskega društva Rova. Povabil bi vas v gasilski dom na eno malico, ko seveda pripada tudi k sektorski vaji. Rad bi se pa zahvalil tudi družini Stalja, ki nam je omogočila, da smo lahko to vajo izvedeli. Hvala lepa. Še v mojem imenu hvala vsem prisotnim, pa kot je že predsednik rekel, v gasilskem domu je malica prosto. Ja, ne živa!